Veliko veselje mi je, da sem danes tukaj z vami, in na meni je, da podelim nekaj misli prav na to temo, ki je tudi tukaj predstavljena, na temo prijateljstva med Vergerjem in Trubarjem oziroma sodelovanja med njima. Skratka, zdaj želim govoriti o prijateljstvu in o sodelovanju dveh ljudi. Mislim, da je čisto upravičeno reči dveh velikanov, enega Italijana in enega Slovenca, ki sta skupaj zaradi svojega sodelovanja, in tukaj bom zdaj namerno mečkem pretiraval, ustvarila narod iz nič. Dejansko sta ona dva stopila skupaj v usodnem trenutku in sta prispevala tist ključen navdih, tist ključen poriv, ki je povzročil zagotovo nastanek slovenskega knjižnega jezika in s tem posledično zacementiral slovensko narodno identiteto prav s pomočjo tele knjige, ki vidite pred sabo, Dalmatinove Biblije. Prav ste slišali, ne? Brez teh dveh mož in njune interakcije morda Slovenci danes ne bi bili narod. Naša identiteta bi ostala regionalna na nivoju dialektov in pokrajinska, ne bi se pa to, ta različna, razkropljena slovanska narečja se ne bi, sploh ni samo umevno, da bi se ta narečja morala zliti v en narod in v eno identiteto. No, o tem želim večkrat spregovoriti in to prijateljstvo želim, ali pa ta odnos želim opazovati predvsem skozi tri obdobja, skozi tri faze bi lahko rekli. In prva faza je bila tam nekje v 40 letih 16. stoletja. Lahko in Trubar je v tem času za ta čas rekel o Vergerju, on je bil moj Savel. Savel, kot vemo, Svetega pisma, je bil preganjalec kristjanov in zdaj potem so zgodovinarji so zaradi tega sklepali, da je Vergerij tih preganjal Trubarja, namreč v tistem času je bil Vergerij koprski škof tukaj. Trubar je pa bil tukaj tako izraven v Trstu pri škofu Bonomu. Samo zdaj novejše raziskave so potrdile, da tukaj ni šlo za nobeno preganjanje in to iz več razlogov. Prvi razlog je to, da sta se škofa Vergerij in Bonomo zelo dobro razumela, sta bila prijatelja, tako da je čisto nemogoče, da bi se Vergerij recimo postavil proti Bonomu varovancu, ker je Primož Trubar bil. In tudi sicer Vergerij tisti čas ni bilo dosti tukaj. Tako ta oznaka verjetno govori predvsem o tem, da seveda da je Vergerij takrat bil še katoličan prepričan in je nasprotoval še reformaciji v tistem času. In nič več. No, ampak ta faza je pomembna, zelo pomembna za Trubarja, ker Trubar se je kot osebnost, kot mlad človek, se je formiral na dvoru tržaškega škofa, ki je bil naklonjen reformaciji, čeprav sam ni nikoli konfesionalno stopil ven iz katoliške cerkve, je pa bil to zelo razgledan mož, zelo odprt in on sam je, recimo, škof Bonomo je Trubarja seznanil z protestantskimi knjigami, z Calvinovimi teksti, ampak tudi z drugimi teksti, z teksti Erasma Rotterdamskega in se pravi s humanizmom. In ravno tukaj, morda je to je premalo vidno, sploh v slovenski zavesti tudi, koliko je na Trubarja ta humanistični tok vplival in dejansko tukaj vidimo v Trubarjevi osebnosti eno širino, ki je pri marsikaterih drugih protestantih v Sloveniji ali pa tudi Nemčiji ne vidimo. Menim, da je to dejansko vpliv tako škofa Bonoma kot škofa Vergerja oziroma poznejšega sodelavca. Se pravi, v tem času je Trubar gotovo vedel za Vergerja, ker so bili tukaj sosedje, ker sta se škofa poznala in sta bila prijatelja. Zdaj več o tem pravzaprav ne vemo. No, potem pa gremo kakšnih 15 let naprej. In to drugo obdobje pa lahko imenujemo bilo kratko, ampak je bilo dejansko, lahko rečemo, usodni trenutek in eksplozija, ki je sledila. No in zdaj vas povabim, da ga ste z mano v januar leta 1555 in smo v nemškem mestu Ulmu. Vergerij se ni kar slučajno srečal s Trubarjem, tam Vergerij je Trubarja načrtno poiskal. Vergerij je v mestnem času postal protestant, prišel je, kot smo slišali, na dvor württemberškega vojvode Krištofa, ki je bil en majhen kralj pravzaprav, to je bil voditelj ene cele majhne države in ki je bil močen podpornik protestantizma in Vergerijeva vizija pravzaprav je bila, da bi Tübingen postal središče protestantskega misijona za cel
Zahodni Balkan. Vergeri je bil vizionarski človek, je bil, kot smo slišali, izobražen, razgledan človek in je bil človek vizije. In seveda zdaj za ta projekt, za to svojo vizijo je Vergeri iskal sodelavcev. In zvedel je, da je nek Kranjec 5 let nazaj prevedel oziroma izdal v svojem tem lokalnem jeziku, lokalnem narečju 2 knjigi, Katekizem in Abecednik, to sta prvi slovenski knjigi. Vergeri je za to vedel in zato je posebej poiskal tega Primoža Trubarja in se hodil srečati z njim. In tako je prišlo od tega usodnega sestanka, to je bilo od dneh 24. do 27. januar 1555, usodnega, ker je dejansko, če gledamo iz današnje perspektive, se je tam odločila usoda slovenske narodne identitete. Bom razložil, zakaj. Vergeri je seveda v skladu svojo vizijo povabil, pozval Trubarja in ga prosil, če bi mu pomagal pri prevajanju Svetega pisma v domači jezik. Vemo, za protestante je Svetopismo središčna knjiga in je bilo to je bil cilj, to je bil vrhunc vseh prizadevanj, kar so oni želeli. In kot vidite sami, je pa to tudi ogromna knjiga. Se pravi, to ni stvar, ki se jo lotaš čez noč in to tudi ni stvar, ki jo delaš kar tako na horuk, bomo rekli. To je ogromen, zahteven in tudi drag projekt. In Vergeri je seveda v skladu z duhom časa, v skladu s svojo razgledanostjo, v skladu z zdravim razumom, je zagovarjal sledeče, da je treba Sveto pismo prevesti v nek južnoslovanski jezik, ki bi bil skupen vsem južnim Slovanom. In tukaj moramo v bistvu dati prav Vergeriju, vsaj formalno, ker tako se je naredil pri vseh večjih evropskih jezikih. Če pogledate nemščino, če pogledate francoščino, italijanščino, ko se je razmišljalo o prevodu take velike knjige, tako centralne knjige, kot je Sveto pismo, so zbrali neko sredinsko narečje in ga povzdignili v knjižni jezik, vse ostalo so pa ostala seveda pokrajinski dialekti in posledično v poznejših stoletjih seveda je ta knjižni jezik nosil narodno identiteto. In tako je Vergeri, s tem je seveda Vergeri prišel in tam se mu je pa pravzaprav trmasto zoprstavil en Mlinarjev sin, Primož Trubar, ki je trmasto nasprotoval in je rekel, ne, ti ljudje, ki živijo v 3 različnih državah, Kranjska, Štajerska, Koroška, pa seveda tudi v Istri in Goriški, ti rabijo prevod v svoj jezik, jaz niti hrvaščine dobro ne znam, sem pa pripravljen pomagati organizirati prevod tudi v hrvaščino. Tam se je prvič slovenščina v tem smislu sploh ločila od hrvaščine, ker ta izraz je prej pokrival Slovane, Slovenci, Slovani, se še zdaj Slovaki, tako se bi rečejo, pri Trubarju in tam se je zgodil odločna ta distinkcija, da Slovenci, da nismo Hrvati. In tako v bistvu je potem posledično prišlo do tega, da se je ta identiteta ravno zaradi knjig, ravno zaradi Svetega pisma gradila. Kot vemo, samo na hitro, slišali smo, da ona dva nista uspela prevesti do konca Svetega pisma, Trubar je prevedel celotno Novo zavezo in psalme. Trubar je učenec dalmatin, je pa dokončal delo in kar je zelo pomembno, seveda je treba poudariti, to delo so sprejeli tudi njihovi ideološki nasprotniki, katoličani. Protireformacijski škof Tomaž Hren je tole knjigo vzel, je nesel v Vatikan in rekel, rabam dovoljenje, da jo uporabljam in ga je dobil. Se pravi, to knjigo so potem smeli uporabljati tudi katoliški duhovniki in so s tem potrdili to jezikovno odločitev, ki je hkrati tudi narodna odločitev protestantov, Primoža Trubarja in Jurija Dalmatina. No, ampak v glavnem ta izid tega srečanja, usodnega srečanja v Ulmu je bil v bistvu zelo dober, zelo pozitiven. Vergeri se je pustil prepričati in je pustil, dejansko je razumel, zgleda, da vseeno, da ta narečja so vseeno tvorijo neko celoto, čeprav on sam tega ni tako videl in se je strinjal glede dvojega, da Primož Trubar bo začel prevajati v ta jezik, slovenski, kot mu je on rekel, obenem, da se bo pa paralelno organiziral prevod v hrvaščino in ki ga bo tudi Trubar organiziral. In tudi to se je zgodilo, o tem bi lahko še veliko govorili, tukaj je bil zraven recimo Štefan Konzul iz Buzeta, je bil en od prevajalcev, se pravi tukaj blizu, in to je dejansko pomemben projekt tudi za ostale, za Istro in za ostale, za Hrvate in za ostale slovanske narode. No, ampak kaj se je zgodilo leta 1555, dejansko po tem sestanku sta Trubar in Vergeri stopila skupaj in v enem letu izdala 4 knjige. Zato pravim, takrat se je zgodila eksplozija. Moramo dobro razumeti tudi sledečo stvar. Trubar je res, da že prej izdal Katekizem in Abecednik, ampak malo ljudi ve, da je Trubar praktično pri tem bankrotiral.
In on sam se je odločil pravzaprav, da tega ne bo več počel. Njegovo delo, on je razumel, da je njegovo delo opravljeno, da zdaj mora priti nekdo drug za njim, ki bo bolj sposoben, ki bo in bo lahko delo nadaljeval. In tudi dejansko to je bil tudi en od argumentov v tej debati, je bila tudi ta, da Trubar je rekel, jaz ne znam prevajati, jaz ne znam bibličnih jezikov, jaz ne moram prevajati Svetega pisma. Vergeri, seveda kot razgleden človek, mu je pa zagotovil dvoje. Prvič, da bo sam pomagal pri prevodu, ker on je pa znal grško, drugič, da mu bo priskrbel, on bi rekel, študijsko gradivo, iz katerega lahko prevajaš, tudi če ne znaš bibličnih jezikov dobro, si z dobrimi pripomočki, s komentarji lahko pomagaš. In tukaj spet vidimo humanistično tradicijo, ki je bistveno vplivala na slovenski protestantizem. Po mojem, ravno pod Vergerijevim vplivom je Trubar dejansko Novo zavezo prevajal po Erasmovem tekstu. Erasmovi grško-latinski izdaji in ne po Lutrovem, ker je bilo v tistem času za luteransko pravovernost dokaj nezaslišano. Je pa zato Trubarjev prevod zelo kvaliteten in zelo originalen. No in tako dobimo že istega leta prvi prevod, dejanski prevod kakšne svetopisanske knjige, to je Matejev Evangelij, 1555, uvod skupaj napišeta Trubar in Vergeri. Potem istega leta dobimo katekizem, še enkrat kompletno na novo napisan, spet v uvodu sta skupaj Trubar in Vergeri napisana in dejansko moram reči, da zadnjič, ko sem ničkem bral, ta tekst se zdi, da prav tudi v tem tekstu diha ena ta humanistična širina in nekatere formulacije so presenetljivo podobne formulacijam v Vergerijevi molitvi. Torej, Vergeri ni bil samo zraven nek podpornik, zdi se, in mislim, da bi se to dalo dokazati, da je celo tudi vsebinsko sodeloval pri oblikovanju teksta. Se pravi, katekizem 1555 je tudi Vergerijevo delo. In potem je tukaj seveda abecednik tudi še kratek in potem ta dvojezična molitev, ki smo jo že omenili danes in ki je po mojem sploh za te kraje izredno pomembna. Tudi gre dejansko za dvojezični dokument leta 1555, natisnen tako v italijanščini kot v slovenščini. Preveden skupaj na tem področju. Tukaj se vidi, to se mi zdi nekaj fenomenalnega, no prav zato, da se vidi, da to sodelovanje med Slovenci in Italijani je nekaj, kar je možno in kar ima dejansko zelo globoke zgodovinske korenine in ki je že v preteklosti obrodilo čudovite, neverjetne sadove. Se pravi, tako je v bistvu ta projekt slovenske literature, ki je zastal. Trubar je dal stvari v ler, bi rekel, ne? Je rekel, ne bom več delal. Ta projekt je zdaj, ne samo, da se je začel nadaljevati, ampak se je začel nadaljevati s polno paro. Trubar je dobil nov zagon, Trubar je dobil dejansko tudi Vergeri, ga je tukaj je bil njegov mentor na začetku in potem vidimo, da je Trubar tudi sam začel, lahko sam nadaljeval to delo, že 2 leti pozneje imamo prvi del Nove zaveze z dolgim predgovorom in tako naprej. Se pravi, tle je šlo, tam se je začela eksplozija slovenske literature in seveda zdaj tukaj, druga stvar, ki jo pa tukaj spet moramo razumeti iz ozadja, je pa sledeča. Vergeri kot plemič, kot pač svetovljan, kot izredno pomemben mož je Trubarja pripeljal v visoke kroge od tedanjega protestantizma. Spoznal ga je z vojvodom Württemberškim in tudi z Vergerijem so v Nemčijo prišli še 4 drugi italijanski protestanti, reformatorji. Trubar je postal del tega kroga, se pravi, tukaj se je on naprej oblikoval kot dejansko človek svetovnega formata, bi danes rekli. In zato potem lahko vidimo, da en človek s tako nizkim socialnim izvorom, kot je bil Primož Trubar, lahko nekaj let pozneje dejansko dobro in mirno in samozavestno piše katoliškemu kralju v Avstriji in ga prosi za finančno podporo za protestantske tiske in to podporo tudi dobi. Ampak tukaj za ta velik korak mislim, da je bil vključen Vergeri prav zato, ker je on je Trubarja prepoznal, videl je njegov potencial in ga je pripeljal in ga je spoznal z vplivnimi vodilnimi možmi reformacije na Württemberšku, v Tübingenu in drugod. Tukaj se je ta bistven premik zgodil. Zdaj vemo iz zgodovine, da ne bi med Trubarjem in Vergerijem prišlo do nekih nesoglasij, čeprav moram reči, da sami viri o tem ne govorijo dosti in se zdi, da se te trditve bolj kot ne
želja ali pa tendencioznost zgodovinarjev. Osebno menim, da je treba Vergerija rehabilitirati, prav v tem smislu, da se pokaže njegova odločilna vloga pri tem razmahu slovenske knjige. In tako, konkretnega sodelovanja med njima potem več ni bilo, po tem letu sta se pa srečevala, Vergeri je tudi opazoval in spremljal delo tega slavnega biblijskega zavoda, ki ga je Trubar organiziral v Bad Urahu, blizu Tübingena, in ta biblijski zavod je pa potem tiskal predvsem hrvaške knjige in to v glagolici in cirilici natisnjene. Lahko si mislite, koliko težko je bilo to takrat izvesti. Nekaj pa tudi v latinici, nekaj slovenskih knjig, tudi nekaj italijanskih knjig je bilo tam natisnjenih in to je zelo verjetno pravzaprav spet neke vrste Trubarjeva zahvala Vergeriju, ker te italijanske knjige seveda so bile predvsem pomembne za Vergerija in njegovo željo po širjenju reformacijskih idej med italijansko govorečenjem. Se pravi, ta biblijski zavod je potem realiziral to začetno vizijo, da se dejansko svetopismo širi ne samo med Slovenci, ampak med vsemi narodi na tem področju, danes bi rekel, Zahodnega Balkana. Vizija, ki jo je tudi seveda Trubar močno sprejel, je bila pravzaprav celo ta, da se sili, takrat vemo, da turški upadi so bili strah, so bili tak prastrah vseh Slovencev in vseh ljudi, ki so tukaj bivali. Ker pogledajte cerkev v Hrastovljah, kako je zgrajena in zakaj je tako zgrajena, zato ker je bilo to bilo nekaj groznega. Ampak Trubar je pa imel to vizijo, da pravzaprav, da se pa treba temu zoprstaviti ne z orožjem, ampak z resnico Božje besede. In njegova vizija vedo je namreč to, da se tudi na dvoru v Carigradu, da se govori, danes bi rekli srbsko, ker so bili tam nekateri od večjih svetovalcev sultana so prišli iz Srbije. In njegova vizija, lahko rečemo utopična, ampak vseeno zanimiva je pa bila ta, da naj se nasproti tej sili, da naj se pride z evangelijem, z dobro novico o Jezusu Kristusu. Še en vidik bi morda izpostavil. Prav v tem katekizmu, ki ste ga Vergeri in Trubar skupaj napisala in izdala leta 1555, najdemo izjave, ki so pomembne še danes. Recimo, najdemo mesto, kjer je napisano takole, gre za razlago Oče naša, te temeljne krščanske molitve. Tudi mimogrede, tudi tale molitev Vergerijeva, ki je tam prevedena, je pravzaprav gre za razlago Oče naša, zelo specifično. In v tem katekizmu, ko se govori o Oče našu, je izpostavljena tale stvar. Zaradi tega, ker je Jezus naredil, zaradi njegove milosti, zaradi njegovega dela na križu, smrti na križu, vstajenja od mrtvih, zdaj Bog za nas ni več strogi sodnik, ki komaj čaka, da nas bo kaznoval, ampak je naš ljubi nebeški Oče. Gre za samo podobo Boga, ki ga omenja to besedilo, in to se mi zdi še danes pomembna stvar. Še danes srečamo mnogo ljudi, ki imajo take predstave o Bogu, da je Bog, če je nek sodnik, ki pač komaj čaka, da bo kaznoval. Vidimo, da že v tem zelo zgodnem tekstu sta Trubar in Vergeri v bistvu to zgrešeno podobo Boga korigirala evangelijsko, v skladu z evangelijem, v skladu s Svetim pismom. To je zdaj ta velika eksplozija, ki je dejansko prinesla en bistveno nov svež veter v naše prostore in ki nas je dejansko dvignila. Potem pa je še zadnje obdobje, v katerem smo že nekaj slišali. Jeseni 1565 se je Vergerijeva hči, mislim, da poročila v Trstu, in Vergerij je po mojem skrivnem pripotoval iz Tübingena na poroko, in ko se je vrnil, je bil že bolan, in tam se pa zgodilo to, da ob njem ni bilo nikogar. Zdi se, čeprav je bil zelo ugleden mož, se zdi, kot da so ga vsi zapustili. Bil ob njem samo njegov nečak, kot njegov sorodnik in Primož Trubar. On edini je bil ob njem kot duhovnik in tudi kot prijatelj, in to zelo veliko govori tudi o teh sporih, ki ne bi bili med njima. Tudi če so bili očitno, sta bila oba, predvsem pa zdaj tukaj seveda tudi Trubar, sta bila človeka, ki sta to znala preseči. In ki sta znala očitno jeti čez razlike, čez osebne zamere,
sta si znala odpustiti, ker Trubar, dejansko tukaj je bil Trubar zvest tudi temu, kar je sam napisal. No? In tukaj je prav, da tele Trubarjeve besede preberemo. Ne? To je napisal leta 1557, da prav 8 let pred Vergerijevo smrtjo je napisal takole. Vergeri je bil poleg Boga prvi in najimenitnejši povzročitelj, da se je začelo prevajanje knjig v slovenski jezik. To pa ni majhna pohvala in tudi dejansko nobene take pohvale druge ne najdemo pri Trubarju. To je nekaj, kar si moramo vzeti pred oči in obenem mogoče res na novo videti te dva velikana, ker se dejansko od njih obeh lahko vsi, po mojem, veliko naučimo. Hvala lepa.